Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, lepo pozdravljena. Ravno ker se nama v živo pridružujejo vsi naši poslušalci današnjih hitrih znanj. Kako ste pripotovali danes, Rok? Vse v redu po cesti? Vse v redu po cesti, gneče ni bilo, sem s kolesom, tako da sem šel mimo vseh. Ti si šel vmes, odlično. Tako. Jaz nimam take priložnosti kot je Rok, tako da sem prišel z avtom po obvoznici in absolutno, bom rekel, standardne izzivi, jutra je konice. Ja. To je pa res, evo, krasno, tako in tak malo bolj sproščen uvod v današnja hitra znanja. Dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami v živo, in pa lep pozdrav tudi vsem tistim, ki ste si nas zavrtili nazaj na vaših napravah. Namen hitrih znanj je, da vam v 45 minutah ekipa, ki jo sestavljamo predstavniki Cene Štupar Cilja, Zveze ljudskih univerz in kadrovske družbe Trinkvalder, ponudimo uvid v trenutno dogajanje na trgu dela in naslovimo različne kadrovske izzive, ki jih dnevno srečujemo v praksi pri našem delu. Nasveti sogovornikov so tako iz prve roke. Tisti, ki ste z nami v živo, vabljeni, da v chat postavite vaše vprašanje. Če morda je tudi kdo toliko pogumen, lahko tudi dvigne rokico in ga bomo v živo spustili v eter. In vsekakor bomo poskušali z našima gostoma danes tudi odgovoriti na ta vprašanja. Upoštevamo format 45 minut, če bo pa debata se razvila, bomo pa tudi si prvo želeli kakšno minutko potegnali, ker včasih nas dobre debate kar odnesejo malce dlje v čas. Moja današnja sogovornika, prvič imam dva fanta zraven, oziroma moška, da običajno so bolj v ženski družbi, tako da ja. In sicer čisto na moji desni sodelavec Rok Trdan, koordinator in izvajalec računalniških usposabljanj, skrbi za razvoj digitalnih rešitev na področju HR orodij, imaš 10-letne izkušnje s poučevanjem odraslih na področju razvoja digitalnih veščin, finančnega opismenjevanja in osebnega razvoja. Pri vsakodnevnem delu se pa srečuješ z izzivi posameznikov, podjetij in kadrovskih služb na področju razvoja IKT veščin in digitalizacije. Pomagaš prav pri premostitvi barier v znanju, predvsem pa uporabnike opolnomočiš, da izgubijo strah pred uporabo tehnologij. Tvoj pristop je suveren, hkrati pa opozarjaš tudi na pasti in etičnosti uporabe teh orodij. Najbolj zadovoljen, ko opaziš napredek, tako na področju osebnega razvoja posameznika, kot optimizacije delovnega procesa v podjetju. Rok, kar veliko dela, a ne? Sanda, hvala za tako lepo predstavitev. Hvala lepa, evo, in še na moji desni Aleš Pevc, inženir elektrotehnike, vodja tehnološke in razvojne pisarne v Tehnološkem parku Ljubljana, ter evangelist XR in AI tehnologij. Preden te do konca predstavim samo XR. Prosim. Ja, razlagam malo. XR je obgotena pa virtualna resničnost, to dvoje. Reče se pa to extended reality, ker obsega še mešano resničnost, ki jo pa ne naglašamo tolikrat. Odlično. AI pa umetna inteligenca po naše. Tako. Tudi ti imaš več kot 20 let izkušenj na področju vodenja projektov, implementacije kreativnih tehnologij ter razvoja digitalnih poslovnih modelov. V preteklosti si ustanovil in vodil 5 različnih startup podjetij. Trenutno se osredotočaš na inovacije in razvoj inovacijskega ekosistema z laboratorijama za obogateno in navidezno resničnost, to je ta XR, aneksa prej rekla, ter laboratorija za pametne in digitalne rešitve. Tvoja strast podobna Rokovi, se pravi razvoj osebnih in poslovnih potencialov, znanje iz uporabe umetne inteligence pa uspešno prenašaš tudi na to področje. Dobrodošla oba. Misli in pogovor pa povezujem Sanda Jerman, na Cene Štupar Cilj skrbim za različne izobraževalne, podjetniške in HR projekte. Takole, dobrodošla še enkrat v našem studiu. Jaz bi mogoče samo čisto kratek uvod naredila v današnjo temo, ali nas bo zamenjala umetna inteligenca, pa bomo potem to tekom tega našega pogovora tudi odgovorili na to temo. V bistvu smo doživeli pravi razcvet, ko se je odprl ChatGPT za širšo uporabo. Potreboval je samo 2 meseca, da je pridobil 100 milijonov uporabnikov. Če to primerjamo s Facebookom, ta je enako število uporabnikov pridobil 4 leta in pol. TikTok mu je pa v bistvu kar dosti za petami po 9 mesecih. Danes je v bistvu ChatGPT že podmetnejši kot 99% populacije.
Mo Gaudet, bivši Googlov poslovni direktor, opozarja, da je neizogibno, da pač umetna inteligenca ostaja med nami, ne bo zdaj ponikala nazaj. Ocene so, da bo do leta 2045 do milijardokrat pametnejša od človeštva. To se sliši zelo zastrašujoče. Kako bo življenje izgledalo, ko ne bomo več potrebovali umetnikov, tudi se on sprašuje, kam bomo tukaj šli. Poudarja pa, da je težava v tem, da je umetna inteligenca prišla do odprtega interneta, preden je bila naučena, da deluje v dobro človeštva. To skrbi tudi ostale, bom rekla, kar take ključne ljudi, ki so tudi sami ustvarjali in v bistvu skrbeli za razvoj. Umetna inteligenca poudarja pa, da vseeno ostalo bo pa tisto, kar je ključno človeški stik, tega pa pač ne bo znala zamenjati. Mogoče samo še ena taka praktična uporaba. Timotej Gračnar, soustanovitelj in CMO pri PC Labs, je na zadnji 28. slovenski marketinški konferenci povedal, da po novem s pomočjo umetne inteligence ne govorijo več o dnevih, ampak samo še o urah, ki ga vložijo v pripravo besedila za ciljno spletno mesto v podjetju. In je poudaril, da se podjetja ne sprašujemo več, ali je umetno inteligenco pametno uporabljati, ampak kako jo upeljemo, da jo pač pravilno tudi uporabljamo in pa da prilagodimo procese v podjetju te uporabi. Prihodnost, ki je pred nami, mislim, da se bo zelo spremenila. Še vedno pa ostaja ključen izziv, še vedno ni ustrezno regulirana, kot smo omenili, in pa v bistvu, kako se podati v ta svet, zakaj, kako bo to vplivalo na naše delo, na zaposlovanje, konec koncev tudi na naše otroke, zdaj, ker beremo številne članke, otroci kar zelo direktno marsikaj sprašujejo. Tako da v bistvu bi te vprašanja danes z vama predebatirala. In sicer, Aleš, pričela bi pri tebi. Ti si velik entuzijast, kar se tiče tega, in že vrsto let razvijaš z ekipo različne rešitve, tako na XR kot na AI področju. Kje smo po tvojem mnenju in kako bo to na naše delo vplivalo? Ko sva se pripravljala, si ti rekel, da pri tebi je to že tako del tvojega rednega dela. Ja, najlepša hvala najprej za povabilo, pa tudi lep pozdrav poslušalcem. Vprašanje je zelo zanimivo. Jaz kot, bom rekel, entuzijast na tem področju absolutno si ne predstavljam več dneva brez uporabe umetne inteligence v različnih oblikah. Zdaj, bom rekel, umetna inteligenca uporabljamo vsi že prek telefona, ampak že to, da nas do sem pripelje, kjer smo danes, recimo, je ena od uporab, ampak kar je pa zdaj dobil pospešek od novembra lansko leto, ko je prišel ChatGPT in potem seveda eksplozija vseh ostalih orodij od Midjourneyja do vseh različnih sintezij ali pa kjerkoli druge stvari, ki jih lahko uporabljaš, je pa kar naenkrat povzročil to, da so se nam popolnoma spremenile dnevne rutine. Ker če si prej, bom rekel, iskal stvari na Googlu, zdaj dejansko jaz tega skoraj ne poznam več. Ja. Ne, da ne počnem, ampak da skoraj ne poznam več. Potem definitivno pisanje projektov, vse stvari, ki so me prej zanimale, recimo zdaj lahko enostavno preverimo na ChatGPT-ju ali pa recimo imaš idejo za nekaj narediti, kar bi pol dizajnerju izboljšal, mu daš Midjourney 2 prompta noter in on ti sestavi stvari. Ogromno ti pa tudi pomagajo taki orodja, recimo pri sestavljanju marketinških stvari, dejansko pri tem recimo lahko kako za okroglo mizo, jaz verjamem, da si se tudi ti malo pomagala z njima. Mal sem, ampak enkrat so vprašanje še plod mojega dela, ampak bova pol ga tudi malo potestirala. No, prav. Kaj bo on povedal? Ja, dejansko je tako, mi smo zelo omejeni s časom, in to je ena stvar, za katero smo se, bom rekel, zakaj je toliko priljubljen ratal, in zakaj je toliko takšno hitrost dosegel. Prvič zato, ker smo ugotovili, da je to končno eno orodje, ki dejansko presega neko našo človeško domišljijo, oziroma našo usposobljenost in znanje, ker on res lahko naredi v ogromno nekih potezah, naše besedilo ga nadgradi. Druga stvar je pa seveda ta, da lahko prihranek pri času merimo ne v urah, ampak kar v dnevih. Tako da to dvoje je tista stvarno, zaradi katere jaz verjamem, da je ChatGPT ena revolucija, pa bomo danes še kakšno na to rekli. Super, hvala lepa.
Rok, velik del tvojega dela obsega poučevanje IKT kompetenc, to sva že prej povedala, in tudi pomoč pri digitalizaciji podjetij. Kakšen je tvoj pogled na umetno inteligenco? Ali smo kot družba pripravljeni na njo, predvsem pa jo vpeljati v naša delovna mesta? To pa govorim čisto z vidika podjetij. Ali tu naš šolski sistem pa potem na drugi strani tudi temu sledi? Kaj bomo mogli tukaj vse narediti, da bo to da bomo imeli ta lep outcome, da umetna inteligenca dela za nas. Zdaj se zdi, da se v bistvu pogovarjamo samo še o umetni inteligenci. Praktično ne mine več dan, da ne bi bil odkoli kakšen članek napisan na to temo, kakšen podcast posnet na to temo. Če smo se, ne vem, mogoče še leto, dve nazaj, vse podjetja so se ukvarjala samo z digitalizacijo procesov in tako naprej. Povpraševanje je bilo samo po tem. Se zdaj zdi, da v bistvu, kada tega več ni, se v bistvu ukvarjamo sam še s tem. No. Aleš je dobro rekel, pred novembrom 2022 so se v resnici s to temo več ali manj ukvarjali samo taki entuzijasti, a ne kot je on. Medtem kot za širše množice pa nekako nismo točno vedeli, kaj se dogaja. Potem je pa to podjetje OpenAI z nekim takim dosti preprostim uporabniškim vmesnikom dala pa v bistvu to orodje na razpolago vsem, da zdaj vidimo, kakšno moč ima v resnici ta umetna inteligenca. Zdaj, če smo mi pripravljeni, če so podjetja pripravljena, težko rečem, se mi pa zdi, tak občutek imam, da se podjetja mogoče ne zavedajo, da to ni samo neka muha enodnevnica, neka modna muha, ampak da bo to ostalo z nami. In se mislim, da ne zavedajo vsi, kakšno v bistvu revolucijo bo to povzročilo v procesih, v navadah ljudi in tako naprej. No. Vprašala si me še glede šolskega sistema. Ja. Imamo že težave recimo z učnimi urami informatike, zdaj pa tle ta preskok pa kar divji. Jaz si bom mogoče tukaj drznil eno tako primerjavo, pa upam, da če so kakšni učitelji z nami, da mi danes to ne bodo zamerili. No. Se pravi, mi v bistvu na tem področju razvoja tehnologije govorimo več ali manj o industrijskih revolucijah. Industrijska revolucija 1, 2, 3, 4, zdaj govorimo že o 5, govorimo o umetni inteligenci, robotiki, povezovanju teh pametnih naprav. Zdaj, če gledamo pa na drugi strani šolski sistem, jaz sem drugače tudi učitelj, in se mi zdi, da glavna ta revolucija je bila takrat, ko je Marija Terezija prišla s to reformo. In od takrat naprej, kakšne zelo velike revolucije jaz ne vidim. V smislu, sistem poučevanja je še vedno dosti podoben temu, da imamo mi tam posrednika, učitelja, ki v bistvu preda znanje učencem, in sistem je več ali manj tak, da učenci morajo pač pomniti to znanje in nekako pač potem ponoviti tisto, kar je učitelj povedal. No, tako da sigurno bodo na tem področju moglo bo priti do sprememb, da bodo pač mogli se, ker zdaj imamo vse znanje, s pomočjo tega orodja imamo v bistvu vse znanje tega sveta praktično pred sabo. Če smo imeli z Googlom dostop do informacij, imamo zdaj praktično dostop do znanja. In bo treba pač se učiti tega, kako v bistvu to znanje kritično vrednotiti, kako ga v bistvu združevati, kako iz tega znanja narediti nekaj novega in tako. No. Tako da ja, ampak so pobude tudi v to smer, ravno danes zjutraj smo se pogovarjali, da naj bi Zavod za šolstvo tudi že pripravljal neke spremembe na tem področju, tako da se tudi tukaj nekaj dogaja. No. Tako da definitivno pa bo šla smer, mogla iti v to, da se bo treba temu prilagoditi. Moramo v bistvu ta val zajahati, da bomo šli, da bomo na pravi strani ven prišli, zdaj to se večina boji. Aleš, mogoče še tvoj pogled, ti si to večkrat upozarjal, čisto pri drugih stvarih, še prej ni bil ChatGPT, ko ste v Facebooku, noter kaj že ta aplikacija se razvija stvari. Če nam lahko še ti malo daš. Jaz mogoče imam malo drugačen vidik, kot ga ima Rok. Absolutno se strinjam s tem, da bo šole imajo izziv, kako zdaj s ChatGPT-om sobivati, sploh zaradi tega, ker ta mali, tako kot je Rok rekel, zdaj to z našim dovoljenjem ali brez na veliko uporabljajo pri pisanju različnih PPT-jev ali pa spisov ali pa esejev, kakorkoli že pač to imenujemo. Tudi na matematiko se zelo dobro spozna, tako da bom rekel tudi iz tega vidika je to. Jaz vidim mogoče tukaj, bom rekel, kot nek protagonist teh tehnoloških rešitev več priložnosti, kot pa, bom rekel, teh problemov. Ena velika priložnost, prva priložnost je to, da recimo samo znanje slovenščine, recimo, če to pogledamo, te otročki, ki pridejo mogoče iz nekih drugih socialnih okolij ali pa so starši prišli iz druge države, pa so se zdaj oni tukaj rodili, imajo kar težave
recimo s tem, kako usvojiti slovenščino. In zdaj kar nekaj primerov sem že slišal, da so na podlagi tega dejansko potem dobili neko vid, saj bi pa lahko tudi tako pisal, veš. Ne, dobiš nek ta feedback nazaj. Pol, recimo, dosti takih stvari je mogoče, je zanimivo, da tudi oni otroci sami ugotavljajo, da ChatGPT pa ni za vse stvari, ker pa se pa dejansko nič ne naučiš, ne, sam od sebe, veš. In to so zdaj oni, ene par takih primerov je bilo, ki so ugotovili, en je bil na faksu, ki so naredili pol ure, to zdaj neko prezentacijo in najprej jim je bilo ful, koliko smo časa prišparali, pa kako brez veze se sploh še učita, ne. Pa vidiš tako po eni uri tako nazaj, veš, refleksija je pa pol že bil prvi odziv. Ja, sam, veš, v bistvu dejansko pa nič ne vemo zdaj o tem, ne, tako valjda smo prebrali, sam nismo prišli sami se potrudili, tako da imajo tudi otroci to vejo, kje so meje na nekem takem področju, ampak po drugi strani, recimo, je pa še ena zanimiva stvar, ki je Bill Gates jo izpostavil, to je pa to, in tukaj pa imamo zdaj res vprašanje, ne, kako bo umetna inteligenca lahko dopolnila ali nadomestila učitelje. Zato, ker sam stil učenja umetni inteligenci rečeš pač, da ne začni učiti v, ne vem, stilu profesorja Vidmarja na elektrofaksu in on pač začne s tem nivoja, ne, z njegovega nivoja in pač tudi način predavanja je tak. Ali pa rečeš, da mi pove nekaj zaraven 3 do 5 letnika, pa bo on tako razstavil, veš, A to zdaj že umetna inteligenca zna? Ja. Okay. Sad to predvidujem, da to ni ChatGPT. Ne, to je ChatGPT, ki ga poveže z API-jem in ta API potem dejansko komunicira s tabo. Mi v tehnološkem parku imamo nekaj teh rešitev narejenih, nismo se v izobraževanje, tako bom prepustil roko toča ali pa od komu drugemu, če bo prišel do nas, ampak mi se usmerjamo bolj, bom rekel, na take industrijske aplikacije oziroma podjetniške aplikacije. Ampak ja, on zna, on ti pove vse, ti ga lahko vprašaš ChatGPT-ju, če ti lahko razloži neko snov, ki jo ti ne razumeš doma fisko. On bo te inštrukcije tukaj zna pomagati zelo. Ne nadomešča vsega, se vem, da bo rok še. Se bomo gotovo še dotaknili tega, kako moramo v bistvu ga pravilno uporabljati. In eden od teh pravilnih načinov uporabe je to, da mu damo neko vlogo, v katero se moramo postaviti. Če mu mi damo čisto neko tako splošno generalno vprašanje, bomo dobili tudi verjetno dosti slab odgovor. Če mu pa damo nek kontekst, pa neko vlogo, se bo pa on znal postaviti v to vlogo. Pa mogoče še ena stvar, glede tega razvoja, pa glede šol, pa to, ravno par dni nazaj smo dobili, zdaj veliko teh pobud, bi bilo to treba prepovedati, obstajajo kakšna orodja, ki nekako preverjajo neko plagiatorstvo in tako naprej, je bilo nekaj narejeno s tem. Jaz bi tako rekel, to moramo gledati kot del razvoja. Jaz tako gledam, da če mi rečemo, da bi bilo to treba prepovedati, to je tako, kot da bi postavil tam eno deročo reko neke skale, in boš rekel, zdaj bodo pa te skale zaustavile to vodo. Pač ne bojo jo, voda bo našla neko pot. Tako da se moramo bolj pač pogovarjati o tem, kako nekako, kaj ti je Aleš rekel, kako zdaj s tem sobivati in kako to vključiti v naše delo. Se pravi, da v bistvu tukaj res eno tako lepo polje se tudi ustvarja, da konec koncev recimo nas največ poslušajo kadrovski direktorji, vsi, ki se ukvarjajo z razvojem človeških potencialov, konec koncev v bistvu tudi izobražujejo svoje zaposlene in same sebe, da pač nastajajo neke platforme oziroma neka pomagala, ki tudi kadrovsko službo lahko pomagajo voditi v enem smislu, ali pa pomagajo, ne vem, z dokumentacijo. Pa bi mogoče tudi to malo pogledala še, Aleš, da jih prav naučiva uporabnike uporabljati, ker ChatGPT, ki smo se pripravljali, je potrebno naučiti, da on zna prav delati, kot si ti rekel, oba sta to omenila, ali da zavzame neko vlogo, ali da se spusti na neko raven, ker mu je treba dati pravilne informacije. Pa mogoče prej skočimo na to. Saj ful sem zasledila, pa želiš, ne vem, da ti napiše kadrovski oglas, pa želiš, da ti, ne vem, napiše različne stvari. Kako je tukaj mogoče samo z varnostjo? Če jaz recimo to v mojem podjetju delam, pa mu dam ful enih informacij, ki so lahko konec koncev tudi, bom rekla, NDA, da jih ne želimo razkrivati, so poslovna skrivnost. Mogoče sam še ta vidik, koliko pa moramo biti previdni, preden gremo malo globi v kar tukaj prepustil. Ja, mislim, drugače je tako. Imamo različne mehanizme, bom rekel, kar se ChatGPT-ja tiče in bom začel z Samsungovim primerom. Samsung je imel blazno zaskrbljujoč primer, in zato so tudi določene druge tehnološka podjetja malo stopila na zavoro pri tem. In sicer oni so dali ChatGPT-ju za nadgraditi določene stvari, ki, bom rekel, so
jih v podjetju šele razvijali. Ne. Potem pa so na neki točki ugotovili, da so se posamezni segmenti tega že pojavili v odgovorih, ki jih je ChatGPT dal nazaj. Zdaj, to je seveda zelo zaskrbljujoče, z vidika tega, da se ti IP oziroma pač intellectual property porazgubi oziroma preteče ven iz podjetja, zato je tudi Apple je rekel, pač absolutno prepoveduje uporabo tega. Ampak po drugi strani imaš pa možnost tudi pri ChatGPT-ju to razumejo, in imaš možnost uporabe pač njihovih API-jev ali pa štirke, recimo jim potem označaš, da pač ne želiš, da se tvoji odgovori delijo z javnostjo. V tem primeru pač to ne gre pol ven. To zaradi tega je zelo občutljiva tema. Zdaj druga tema, ki je tudi občutljiva na tem področju, pa zdaj, kdo je lastnik tega zdaj? Ja, to je pa tudi v bistvu z vidika GDPR-ja je zdaj velika polemika, kdo je dejansko avtor teh besedil. Ja, ali pa slik, ali pa marketinških oglasov in tako naprej. To je mogoče tudi en zelo zanimiv vprašanje. Zdaj zaenkrat nekako vsi ti pravni postopki grejo v to smer, da pač avtor je tisti, ki je napisal ta prompt, oziroma ChatGPT ali pa Midjourney omogoča to, da ti to skupno delo uporabljaš kot tvoje avtorsko delo, oziroma soavtorsko delo in ga lahko pač tudi v marketinških ali pa čisto podjetniških stvarih uporabljaš. Ampak tukaj je en tak širok polje, mislim, da je tukaj še etike zradaj, tako da mogoče Rok malo več lahko na to temo pol še doda. Super, hvala lepa. Se pravi, da vsem pa moramo biti previdni, kaj vse noter pišemo, da mogoče najbolj te neobčutljive stvari. Preden gremo pa res na uporabo. Rok, mogoče še ta tvoj vidik, ti se dnevno tudi pri delu srečuješ naprimer kar številnimi izzivi starejših zaposlenih, jim recimo preglavice dela že Excel. V osebnem življenju lahko prijava k zdravniku, zdaj to rata tako polje aplikacij, znanost in tako naprej. Kaj pa tukaj svetuješ kadrovikom? Predvidevam, da se je treba tudi v podjetju zdaj kar naenkrat zavedati, da je treba nek tudi nabor IKT kompetenc razširiti za vse zaposlene, ker v vsakdanjem življenju ne bomo mogli funkcionirati. Kako je kaj tukaj, na kaj bi ti upozoril, kako se moramo začeti pripravljati, ker to je zdaj tukaj. Pač eni bomo prej to tehnologijo začeli uporabljati, pač to so entuziasti, neko zlato sredino imamo, pa zakasnile imamo, ampak dejstvo je, da bomo vsi počasi tukaj. Kaj je mogoče ta vidik, kjer je kompetence začeti nabirati, kako začeti izobraževati? Ja, zdaj, katere kompetence nabirati, to je seveda odvisno od podjetja, kaj delajo, kako delajo in to. Kot prvo bi mogoče rekel, pač vsaka sprememba, načeloma se mi sprememb potepamo. Načeloma ljudje nimamo radi sprememb in ko pride recimo verjeten nek šef pa reče, zdaj bomo pa mi upeljali neke spremembe, ljudje se ponavadi pač postavijo malo nazaj. Zdaj, to si lahko tako predstavljamo. Ko je prišel internet, je pol prišlo en kup enih stvari, ki so prišle zaradi interneta. Recimo ena stvar je elektronska pošta. Danes je verjeten nobeno podjetje več ne predstavlja, da komunicira mimo elektronske pošte. Lahko obstaja verjetno kakšno podjetje, ampak je mnogo, mnogo težje. Zelo podobno je tudi s temi orodji, ki bodo prihajali v bistvu na podlagi oziroma ki jih bo poganjala umetna inteligenca. Zdaj, kako se tega lotiti, o tem smo se že pogovarjali, treba ljudi vključevati, treba jih je spraševati, vprašati jih je treba, kakšne imajo skrbi, kako se ob tem počutijo, skratka, morajo biti v bistvu zraven. Ljudje, to smo tudi v bistvu že večkrat ugotovili, ljudje odhajajo iz podjetij ne zato, tudi seveda zato, ker mogoče plača ni tako visok, ampak ker se mogoče nekje tukaj ne počutijo. In če se ne počutijo, recimo, če se počutijo mogoče, ogrožene, če jih je strah, če se jih ne vključujejo od začetka zraven, potem se ne bodo počutili dobro. Zdaj, kar se grožnje tiče, tako malo je fajn, da se počutimo ogrožene, ker pomeni, da gremo malo iz cone udobja, da smo se pripravljeni nekaj novega naučiti, ampak ne sme nas pa v bistvu ta strah, ta grožnja nas ne sme čisto paralizirati. Excel si omenila. Nekje sem prebral, da ko je prišel Excel ven, so mislili, da bodo pač da bo poklic računovodij, da bo propadel. Tega poklica ne bo več. Ampak zdaj vidimo, da v bistvu vsej Sloveniji, tako ali pa v javnem sektorju, pa sploh računovodje toliko rabimo, kot še nikoli. Praktično jo je danes nemogoče najti. Je v bistvu že ogrožen poklic. Prišli bodo v bistvu novi poklici ali pa ti poklici bodo v bistvu dopolnjeni s temi novimi znanji.
Se pravi, da v bistvu ne sme nas biti strah, da bo pa spet v delovnih mest zamenjenih, ker se bojo spet preoblikovali. Mogoče Aleš, imaš ti tle kakšno drug pogled? Ja, tukaj se pa mnenja zelo delijo. No. Jaz sem zelo na Rokovi strani, da nas bo vsaj našo generacijo bojo te tehnologije dopolnjevale. Po drugi strani pa se zelo veliko ljudi sooča s tem, da dejansko te tehnologije umetne inteligence že izjemno posegajo na njihov področje, recimo programerji, umetniki, tudi, bom rekel, pisarniške aktivnosti so kar na nekem tnalu. No. Zaradi tega, ker ChatGPT res lahko zelo hitro napiše nek program, neko aplikacijo, tudi za nekoga, ki se drugače s tem ni ukvarjal. No, zdaj ena taka krilatica, ki je pač zelo znana od, mislim, da se je Malton rekel, da vsi smo programerji, tudi čeprav nismo nobeni znan, ker naenkrat, recimo zdaj, ko pišeš ChatGPT-om, pač ni več te vrstice v kodi, ampak je pač prompt, no, prompt se imenuje ta ukazni poziv, ki ga daš ChatGPT-u, da lahko potem on te odgovori, se to bomo pol pogledali. No in recimo s temi prompti dejansko mi programiramo, no, ampak v bistvu mi rečemo, da se pogovarjamo z umetno inteligenco, ampak to je dejansko nek program. Zdaj, mi, bom rekel, mogoče malo dopolnim to, kar je Rok govoril, o tem razvoju kadrovskih kompetenc. Jaz se zelo globoko strinjam, da vsako podjetje pač išče neke svoje stvari, samo neka splošna znanja na področju uporabe umetne inteligence so pa skoraj nujna. No. Tako da absolutno priporočam, da vsi v podjetju začnejo uporabljati ChatGPT, vsaj to osnovno verzijo, ki je brezplačna, da se mogoče organizira nekaj izobraževanja na to temo. Mislim, da je tudi Cene Štupar tukaj kar aktiven. Pripravljamo stvari, tako je. No in dejansko pol pa za kadrovske segmente imamo pa še en cel tak bazen teh stvari, kaj lahko dejansko se naredi. Recimo zelo največ trenutno je nekih gradiv na marketingu. Na tem je definitivno daleč marketing prednač. Marketing je vedno prvi, ker pač vedno išče hitrejšo, bolj učinkovito pot in normalno. In tudi slišala sem že, da v marketinških agencijah po Sloveniji že odpuščajo ljudi, saj po takih podjetjih, ker so že s ChatGPT-jem delno nadomestili njihovo delo. Tukaj se pravi, mogoče v nekatere poklice se bo ful bolj zajedel, v nekatere manj. Tako da je kar malo tako, no, zanimivo. Mogoče samo še to, v kolikih letih pa ocenjuješ, da se bodo te spremembe zgodile? Ker ene so tako, mislim, jaz še vedno čakam leteč avto, pa od leta 2000 naprej, jaz si to predstavljam, kako se bom jaz peljala iz Kamnika pred Ljubljani po zraku in ne bom v zastojih, pa smo še daleč tam. Tako da, ampak tale stvarca je pa zelo hitra, ne? Ja, tako kot si rekla, no, ene spremembe so se že zgodile. Zdaj, jaz bom rekel bolj kot na to, da apeliramo na to, da recimo iščemo neko zamenjavo za kadre. Trenutno priporočamo v tej smeri, da se iščejo neke dodana vrednost, kako lahko s ChatGPT-om več naredimo, z istim številom zaposlenih dosežemo več. Kot je rekel Rok, zdaj, če računovodi, zdaj ugotavljamo, da jih je premalo, pa recimo, da je programerjev premalo, pa tako naprej. To nam bo zdaj na določenih segmentih olajšalo. Absolutno ne bomo verjetno šli v to, da zdaj zamenjujemo računovodje s tem, ampak definitivno pa kot te plugini, ki zdaj prihajajo, se pravi, ni sam ChatGPT, zdaj imamo že več kot 90 pluginov. Potem ti z različnimi temi orodji noter avtomatiziraš določene procese. No, in na ta način lahko pomagaš pa osvobodiš določenih teh rutin, no, predvsem te rutine pa poročila recimo na projektih, no, jaz upam, da bo to zginilo. Jaz mislim, da je to že tle, no, zdaj pa, kam gremo pa naprej, je pa stvar v robotiki. No. Jaz mislim, da naslednja velika stvar, ki se bo zgodila, kar se tiče marketinga, pa tega itak je že več ali manj vse avtomatiziran lahko, če se v to spustiš oziroma uporabljaš orodja. Ampak velika stvar, ki se bo zgodila, bo pa robotika, na to pa ocenjuje tako od 5 do 10 let, da bi že lahko imeli robote doma. No, se to je tisti del, en pač mora pa še vse smeti pobirati, pa WC počistiti, tukaj pa sama umetna inteligenca v škatli nam pač pri tem nič kaj ne pomaga. Tako. Okay.
V glavnem, zdaj imamo pa tudi že kar nekaj pozivov strani naših poslušalcev, če lahko kakšen konkreten primer pokažemo, pa mislim, da je tudi pol 11, tako da zdaj se pa lahko temu delu posvetimo. Mogoče samo še to, ti si omenil, ko smo se pripravljali, da ChatGPT je ful dober tudi še za brainstorming. Ja, jaz mislim prav za kadrovsko, no, recimo kar nekaj takih stvari, ki bi jih lahko se za kadrovsko, bom rekel, službo priporočale. Definitivno je ena stvar je to, da kako dobiti neke ocene od kadrov, kakšni so kadri, recimo. To so zelo zanimive vprašanja, no, se pravi, potenciali, na katerem področju si dober. Se pravi, vsak lahko z tem orodjem na nek način dobi neke dodatne vpoglede v svoje kadrovske potenciale oziroma kompetence. Predvsem pa recimo tako tudi se uporablja recimo en slovenski startup, zelo zanimiv, razvija orodje, ki bo pomagal kadrovskim agencijam, kako svoj oglas prilagoditi za tuje trge, ne? Ker veš, da imamo recimo zelo specifično, recimo, ne vem, hrvaški trg ima neke specifike, ki jih slovenski nima, in potem bo tukaj AI pogledal, kaj in prilagodil ta oglas za pač določeno ciljno skupino, ne? Zdaj pa obstaja... Pa jaz samo imam eno tehnično težavico, ne morem šerati screena, oziroma mi ga ne... ga vidite? Ja, že šeran, super, pardon. Ja. Pa videl vse. Če lahko kar konkretno, mogoče samo da začneva tako, dve opcije sta, in sicer omenila sva brezplačni ChatGPT, to je 3.5, in pa plačljivi ChatGPT, ne? Ali pa 4. 4. Samo 4, več ni bila, tako. In v bistvu ta brezplačni je kaj razlika od plačljivega? Ja, brezplačnim je za tiste, ki se, bom rekel, za normalne userje dejansko neke blazne razlike ni, no. Trojka zadovoljiv odgovori na vsa naša vprašanja, se pravi za naše otročke ali pa za neke take hitre vpoglede je trojka zelo super. Štirka je pa bolj sofisticirana v tem, da ti napiše malo bolj tako poglobljen odgovor, malo bolj z različnimi toni, zelo jasne in precizne informacije ti lahko da. Med trojko in štirko je predvsem ta razlika, no, da trojka ima določene halucinacije, to pomeni, da si odgovor lahko tudi izmisli, če ga ne ve, ne. Ta del, ki je predavatelj omenil, da je ChatGPT zlati prinašalec in da on hoče te podgovoriti, in potem ti lahko tudi totalne klobase v bistvu pove, ne. On ti na vsak način želi podati odgovor, ne. Ja. Je pa, kar se tega tiče, je pa tukaj problem, no, zaradi tega, ker se določene, recimo mu rečeš, da mi našteji 10. A ga lahko testira? Ja, lahko, recimo. Prosim, se pravi, to je prompt, kamor zdaj piševa, ne? Prosim, naštej mi 10. Rečeva, 10 kadrovskih trendov, recimo? Trendov, ja. Kadrovskih trendov. Na področju recimo zaposlovanja. Ja, zaposlovanja. Evo, tako. In mu dava mi dva ukaz in počakava. Ja. Evo, tako in on piše. To tudi naši poslušalci zdaj vidijo, tako in on nama piše, da je to, evo, tako. Se pravi, fleksibilno delo, vključevanje umetne inteligence, da sebe na drugo mesto, ne. Poudarek na uporabniški izkušnji kandidatov, razvoj veščin zaposlenih, povečano sodelovanje med oddelki, raznolikost in vključevanje, agilni pristop k zaposlovanju, evo, zdravje in blaginja zaposlenih, in še opozorila, da ti trendi odražajo trenutne spremembe in pomembnosti, ki jih kadrovska funkcija ima pri privabljanju, razvijanju in ohranjanju najboljših talentov v organizaciji. Tako. Zdaj pa lahko isto vprašanje dava še za štirko, ne, da vidva, kako bo štirka na to odgovorila. Tole kar takole, da najprej to razliko pogledamo. Ja. Jaz samo prosim našo režijo, če se zdaj vidi, da sem jaz v štirki, da sem jaz to prav delila zaslon. Krasno, hvala. Eko, tako. Štirka je mečkam bolj počasna, no, in vidiš isto fleksibilnost delovnega mesta in kraja, ne, delovnega časa in kraja. Zdaj, če pogledaš, se on lahko vmes kar pogledava, ne, vidiš fleksibilno delo, ne. On je zdaj isto stvar napisal, ne, tukaj one dva ne najdeta
Niste povezani med sabo? Nista povezana med sabo, ampak bom rekel, zelo podobne odgovore dajeta. Zdaj eni bo dal na prvo mesto malo drugače, samo uvrstitev bo drugačna. Recimo Zdravo in dobro počutje je dal 4 na 3, na 3. mesto. Tako je, zadnja, v bistvu Zdravo in dobro, tako Zdravo in blaginja. Tako da tukaj imamo malo pa, če vidimo pri 4, no, recimo so malo bolj take odgovori, ne, ki so malo bolj sofisticirani, ne. Ni samo na kratko naveden. Tako da te stvari so, pa pri 4 recimo on da zelo jasne vire, ki jih pa 3, tako recimo to je tisto, kar je, če mu rečeš, da napiše vire, no, iz kje je vzel, iz katerih spletnih strani. Ja, še lahko prosim, napiši vire trendov. Ja. Iz katerih spletnih strani jih je pobral. Pol greš, mislim, zdaj verjetno ni čas, da grejo pol gledati vse, ampak občasno se zgodi, da kakšno spletne strani med navedenimi potem ni, ne. Tukaj je on 3,5 celo napisal, da ne posreduje spletnih virov in povezav, da kar sam generira, ampak upozori, da so dostopni do leta samo september 2021. Kaj to pomeni? Pa na kaj morajo biti pa tukaj uporabniki pozorni? Ja, zdaj pri ChatGPT je pač ta veliki jezikovni model, ki je bil uporabljen na podatkih, to je bilo 4 bilijone podatkov, no, na podlagi teh podatkov, ki so bili dostopni do leta 2021, september 2021. Se pravi, on nima dostopa do najnovejših podatkov, 4 pa ima in sicer tako, da mu vklopiš plugin, zdaj so mi do prepozna, moraš na začetku to narediti, in mu vklopiš plugin in mu rečeš, da naj dostopa do podatkov preko iskalnika Bing, ne, in on pa pol do zadnjih podatkov pride, ne. Mogoče samo še to vprašanje, ali na Bingu mi uporabljamo avtomatsko ChatGPT 4 brezplačno lahko, eni pravijo, da je to integrirano v iskalnik, se pravi iskalnik Bing. Ne, tam imaš poseben razdelek, piše chat zraven, Bing chat, in potem ti na temu, moraš imeti pa ne gre na Google, moraš imeti prav Edge od Microsofta inštaliran, in potem ti on tam noter da. Samo recimo jaz dam primer, ko smo mi pisali projekte, recimo, ne, se pravi ta Edge greš, pa ko napišeš chat, te ti bo odprl gor desno. GPT, bomo še to potem delila, kje ima lahko v bistvu dostop. Ja, ok. No, v glavnem, te stvari so potem tako, kar se tiče chata zdaj, greš ti potem daste različne odgovore, ne. Zdaj Bing je bolj prilagojen za mobilno verzijo za mobilne aplikacije, kar pomeni, da ti bo dal zelo kratke odgovore, ne. To pomeni, ChatGPT ti lahko tudi knjigo napiše, ne? Se veš, ali pa recimo priročnik, ali pa članek, ne rečeš mu napiš mi članko za poslovanje. To bomo tudi testirala na kadrovskem oglasu. Evo, mogoče samo to, da pokaževa, tole je Bing iskalnik, ne? In oni tukaj pišejo ChatGPT. Tam imaš klepet od spodaj. Pardon. Takole. Klepet, tako. Evo, to je to. Ja, to je to. In tukaj se do te 4 lahko dostopamo. Ja, nadaljuj storitev Bing in on pa od spodaj pa te datja dostopaš, ne. Tako. Pa imaš pa tam pri strani še chat. Ok. Zdaj bomo nazaj vrnila midva na najno klasično 4, tako da bomo znala pokazati, se pravi tole, tako, share, ok. Ja. Zdaj pa bi midva... Kadrovski oglas. Tako, kako midva najbolj naučiva ChatGPT, da on meni dela kadrovske oglase, jaz sem zaposlena v kadrovski službi in moram na dnevni bazi iskati nove zaposlene. Tako. Kako ga moram jaz naučiti, da on to dela najboljš? Tukaj bo široka vklopla, ne, in da bomo vsi trije skupaj razmišljali v tej smeri, kaj zdaj narediti. Recimo, prva stvar je, da nimamo nobenega oglasa pripravljenega, da iščemo nekega novega zaposlenega. Rečeva, midva sva bila pridna, pa sva si strateškega nabavnika malo tako skupaj namislila, imava neko osnovo. Ja, morda preden dava to osnovo noter, no bi jaz rekel tako, tukaj zdaj pridemo do promptov, no. Prompti so te ukazni pozivi, ki smo dali noter, kaj tudi Rok o njih govoril, no. Pa mogoče kar probimo iz začetka razmišljati, da pokažemo ta proces, kako to gre, ne. Se pravi, moramo iti na 4, ne? Moramo iti na 4 ali pa na 3, ja. Zdaj probamo na 4. No in zdaj Rok je rekel, da ga moramo postaviti v neko vlogo, ne. Katero vlogo bi mu dali zdaj njemu, ne, kot mi pišemo, kaj bi rečemo bila ideja, da imamo.
nek kadrovski referent, tajnica, nekaj podobnega. Ja. Se pravi, kako mu pa pišemo, prosim, pripravi mi oglas, ali kar mu pišem, a mi lahko spišeš, model, daj mi na tipki. Ja, vse možnosti so odprte, ne, se vemo zdaj, kako tam mali pišejo na TikToku, in to je pač ena stvar, kjer je tudi otrok rekel, da je etika malo tukaj težava. Jaz vedno sem zelo vluden, in zato mi on tudi zelo dobre odgovore da, jaz to priporočam tudi ostalim. Jaz sem mu tudi zahvalen na koncu. Večina se nas, imaš pa tudi posebej, ki se mu ne. Jaz ga tudi ponavadi pozdravim na začetku, da ne začnemo. Da ga še lep pozdrav, tako živijo, tako prosim, pripravi mi kadrovski oglas za delovno mesto. Ker pogledamo, kje ga smo dali. Tako, delovno mesto, tukaj smo nabavnik, tako, kar napiš, strateški nabavnik. Takole bomo skopirali. Zdaj, jaz bi mogoče pred tem, to je ukazni prompt, to je ta jedro, kaj mi želimo od njega. Lahko pišeš majhne črke, velike, tudi kakšno naslovnično napako, on kar popravi, poignorira, ni problema. Lahko mu pišeš v angleščini ali pa v slovenščini, on prek 95 jezikov, nima problem, če mu ti pišeš v slovenščini, pa on odgovori v angleščini, sploh ni problem. Se pravi, da ti rečeš, da bi tak oglas mi naredil, pa rečeš sam, da mi ga še pa v nemščino prevedi. Bomo prevedeli boljše, tako. Zdaj jaz bi sam to, kar je Rok mogoče v vlogo, to, kar je rekel. To je bila tudi vprašanje iz publike, kako ga lahko damo v vlogo, če lahko s tem pokažemo. Lahko. Ti bi, kjer vlogo bi rekla pisec besedila kot oglasa, kdo bi bil to? V bistvu bi tukaj mogel kar direktor nabave pisati. Recimo, postavi se, rečeva živijo, pa tam začneš, daš? Tako. Živijo, tako, postavi se v vlogo, recimo, da preskočimo tajnico, pa gremo prav do direktorja, postavi se v vlogo direktorja prodaje. In prosim, pripravi kadrovski oglas za strateškega nabavnika. Zdaj probamo lahko recimo, da je to zdaj prva stvar. Lahko probamo kar bomo kar stisnemo to, pa da vidimo, kaj naredi. Krstna napakica je bila, ne? No, nič hudega. Zdaj vidimo, on že piše, To je pač ena stvar, kjer dejansko takoj vidiš, kako mu gre, od spodaj imaš tudi stop generating, če te preveč jezi. Da tudi tale bolt, vidiš, on je zelo gender equal. To je tudi po zakonodaji. Zdaj bo on to napisal, in mi zdaj lahko tukaj pa vidimo, kaj je on naredil. Če nismo zadovoljni, jaz mislim, da je tako. Mislim, da je Rok omenil par stvari na to temo, in sicer to, da lahko ga vprašaš za malo bolj specifično stvar. Naj ti da predloge, to je ti, ki si rekla brainstorming. Bomo počakali, da napiše. Pa primerjala recimo tega, ki so imela midva. Tako, mogoče samo še to eno opozorilo. Mi zdaj tukaj pišemo kadrovske oglase. Mi moramo potem vedno v ta isti prompt hoditi, ko ga naučimo. Če imaš, to je ena poenostavitev, oziroma kako se reče, komu ti že v enem threadu se on uči od tebe, kaj ti želiš, in potem bolj, kaj si ti zadovoljen s tem, rečeš, super, si napisal, on pol to si nekako te uteži daje, in da je to pol v redu stvar. Tako da mogoče. To je smiselno, da potem gremo v isti prompt, če je neka tematika enaka. Se pravi, če bo neka čisto druga tematika. Zdaj tukaj je mogoče zanimivo, ko on nam da rezultate, mi mu lahko damo tudi navodila, v kakšnem formatu, v kakšni obliki so ti rezultati. Lahko rečemo, da mi pa zahtevane izkušnje mi pripravi v prvem stolpcu ali pa v 5 alinejah. Ne samo v bistvu vsebino, ampak tudi v bistvu format tega izpisa, ki nam ga da, lahko mu damo navodila tudi za to. Ampak mi smo zdaj nek dogledan oglas dobili, ampak tako, se pravi, si 3 do 5 let delovnih izkušenj, se pravi, je tudi upošteval pravzaprav, da strateškega nabavnika iščemo, to ne more biti nek junior, čisto tako, s pregledovanjem in pogajanjem o pogodbah, z delom z dobavitelji,
V bistvu tako zelo konkreten oglas napisal. Evo, močne komunikacijske in pogajalske sposobnosti, kaj ponujamo, konkurenčno plačilo glede na kvalifikacije in izkušnje, priložnosti za osebno in poklicno rast, prožen delovni čas. Vidim, da je pa v bistvu pod kaj ponujamo, je pa dejansko tako zelo generično spisal. Pa bi jaz to ful rada, da je to pa tako v smislu mojega podjetja, ker imamo pa res ful dober package. To pa pol napišeš enostavno, tako kot so se zdaj midva pogovarjala, napišeš samo ukazni poziv. Prosim, če lahko oglas popraviš v točki, kaj ponujamo, z preferencami mojega podjetja, ki so, recimo, ne vem, to napišeš. Mojega podjetja, dodaj, ne vem, 13. plačo, osebno vozilo in stanovanje. Evo, recimo. Evo, tako, hopa. In pa mogoče za zaključek lahko še pripravi ta oglas, ki si ga že prej dala, in mu rečeš, da naj ti v skladu s tem, kar si zdaj gor napisala, popravi ta oglas oziroma da še kakšen predlog, kako ta oglas, ki ga ima zdaj, izboljšati. Lahko mu tudi rečeš, da je zdaj strateški nabavnik, da ti zdaj iščeš pa, ne vem, prodajnika strateškega, ne, in ga prosiš, če bi ta oglas popravil strateškega prodajnika. Tako da to je res time saver, no, per excellence. Tako, da ti lahko tudi idej, rečeš mu, ne vem, daj mi še 5 idej za to, katere kvalifikacije bi rad strateški nabavnik. Ne. In ti on napiše 5 idej. Se pravi, v bistvu to je tisto, kar mi uporabljamo. Tudi tlele, če sledite moji miški, tukaj se vam ta prompt shrani in pravzaprav se lahko vračamo v tega noter in ga popravljamo. Ampak to ni samo za kadrovske oglase. Mi njemu lahko rečemo, da nam pripravi osnutek pogodbe o zaposlitvi. Absolutno. Nadgradi našo pogodbo. Recimo zato je za tiste, ki dobro kadrovske strokovnjaki. Pa bova dala tole stop generating, pa bova dala tukaj mogoče še primer. Prosim, nadgradi moj pripravljen oglas, tako so rekla, z zgoraj navedenimi preferencami. Navedenimi preferencami. Takole. Mačkam smo že čez urco, ampak bomo še par minut, ki si bomo otrgali, ker to je res tisti del. On ti je celo hvaležen, da si mu dala, nalogo. Ne, to je res, ni neverjetno. No? Ja, ful je lušten se z njim pogovarjati. In tudi moram priznati, da zdaj, ko govorim z različnimi ljudmi, se pogovarjam na dnevni bazi. Ogromno ljudi ga res uporablja prav v te namene. Se pravi, ali marketinška besedila, ali strategije, ali za, ne vem, digitalne kanale pripravljajo, se pravi, vse te sem pa izgubila besedo, tekste, besedila. Moram povedati, da še vedno je pa veliko ljudi, ki pa reče, to je brez veze, to ni nič kaj več kot Google. Velika verjetnost je, da ti ljudje, ki to rečejo, ne znajo njega pravilno uporabljati. Mi moramo v bistvu njega razumeti, kot da je to nek naš asistent, pomočnik ali pa v bistvu nov sodelavca. Tudi pri novem sodelavcu je tako, če boš ti postavil tam eno pisarno in mu boš rekel, zdaj pa delaj, ne vem, nima pravih navodil in ne bo dal nekega pravega inputa. Če mu pa damo dobra navodila, nam bo pa lahko zelo dober sopotnik, naš sodelavc, ki nam bo v bistvu pomagal potem pri boljših rezultatih. Super, tako da se mu ne ustrašiti in v bistvu ga res s tem namenom tudi uporabljati. Si bila zadovoljna z odgovorom? Ja, v bistvu sem zadovoljna, zdaj le primerjam, se pravi konkurenčno plačilo glede na kvalifikacije, vključeno s 13. plačo, on je to tako res vse noter dal. Še vedno pa moramo preveriti, kaj je napisano. Ne gre zdaj samo to, da pa, se pravi, če bi zdaj naši kolegi v kadrovski, ki se to prvič recimo delajo, mi samo lepo označimo tole, damo CTRL-C, CTRL-V, prenesemo ven in potem tako naredimo. To je bila neka taka bazična uporaba. Se pravi, tudi pomembno je, da se čim prej tega lotimo in da se ne bojimo in ne ustrašimo tega. To je tudi za neke kadrovske oglase, na katerih še nisi nikoli, recimo, da imaš neko potrebo po delavcu, za kjer ga sploh ne veš, kakšne, bom rekel, kako se ga napiše tak oglas. No in on ti pomaga, daj nekaj idej. Vsaj nekaj tako. Ja. Imamo kakšno vprašanje še? Ali ga lahko uporabljamo tudi za prevajanje? Seveda. Absolutno. Zdaj bomo pa dali še tole. Prosim, prevedi oglas. V kateri jezik? Prosim, prevedi. Nekaj takega, kar mi ne znamo, rečemo tako z prve, japonščino, ne zebansko. Dajmo v nemški jezik. Dajmo nemški jezik, no ja. Dobro, videli, če je v redu prevedu. Jezik, tako.
In on Evo, res, in on je zares vljuden, seveda tukaj je vaš oglas preveden v nemški jezik, Unser Kunde, tako stratežen Einkaufer. evo. Malo je seveda tudi pri teh prevodih potrebno biti Ja, previden, absolutno. Če večkrat prevajamo recimo iz enega nazaj, iz enega jezika pa nazaj, pa še enkrat v en jezik, tam recimo so določene sekvence, so recimo, da bi slovenščino in angleščino pa malo dopolnjeno izilon jezik nazaj, malo določene sekvence, ki jih moraš popraviti. Ampak načeloma je pa, koliko hitro je naredil, za neko osnovno formo je to. Je pa res, da sem pa sama testirala prevode v ChatGPT-ju z angleščino v slovenščino ali obratno, so pa boljši kot v Googlu. Tudi res zna to rabo jezika, tudi pomen zna bolj določiti. Ja, čeprav imamo tudi, bom rekel, aplikacije, ki uporabljajo umetno inteligenco tudi za prevode. Tako da so pa specializirane, ampak ja. Tako, ne obstaja samo ChatGPT. Evo, zdaj pa pogledamo še, če imamo še kakšno vprašanje. Ali iste podatke, kot smo jih mi prejeli, lahko dobi tudi nekdo drug za nami? Kaj je z odgovori s ChatGPT-jem? Mislim, jaz bi rekel tako, če ga jaz uporabljam prvič in mu dam enako vprašanje kot Aleš, bova dobila verjetno na prvi poskus enak odgovor. Dlje časa, ko ga uporabljamo, bolj nas pozna, bolj ve, kakšne so naše potrebe in potem gredo ti odgovori njegovi v različne smeri, tako si jaz predstavljam. Ja, skoraj nemogoče je, da dobiš isti odgovor, v tem smislu je pa zelo podoben, tako kot prav Rok, bo verjetno na podobno tematiko podoben odgovor, ampak že mi ga, recimo, če ga vprašaš zdaj še enkrat, naj ti napiše določene stvari, ti bo drugače napisal. Tako da, ja, je malo unikaten, ampak tako, kot je rekel Rok, bolj, ko ga uporabljaš, bolj se ti prilagaja in bolj te pozna in bolj odgovore tep na kožo pisane so. Tako, kako napisano prenesemo v Word, natipkamo, skopiramo, se pravi, zdaj po gospodarja, poglejte, se pravi, jaz označim ta tekst, kliknem Ctrl+C in potem odprem Word, tam kliknem noter in dam Ctrl+V in je to pač prenešeno, tako da to je to. Evo. Zdaj bom pa jaz v bistvu tole ugasnila. Mi smo izčrpali današnja vprašanja oziroma današnji čas. Samo še pogledam eno stvar. Mislim, da je... tako, hvala. Omenili ste, da lahko zaščitimo naši podatki, niso javni. Kje to označimo? V štirki v settingsih je noter to, ampak to lahko vsak, bom rekel, tako zelo enostavno najde. Lahko pa damo zahvalno sporočilo. Ja. Bomo pa tudi v zahvalno sporočilo tole vam skopirali, tako da boste lahko se vsi tudi ustrezno zaščitili. Mislim, da je že celo avtomatsko prevzeto, ko ima štirko. Ko ima štirko, da je to celo avtomatsko prevzeto. Bomo to vam odgovorili v sami zahvali. Zaključno vprašanje. Pri koncu smo, malo smo šli že čez, ampak samo še to. Kaj moramo narediti, da nas umetna inteligenca ne bo pojedla in da bomo čez 10 let se tlele srečali pa pogovarjali o čem drugem? Moramo jo začeti uporabljati. Jaz mislim, da umetna inteligenca nas ne bo zamenjala. Lahko pa, da nas bodo zamenjali tisti, če mi ne bi uporabljali umetne inteligence, lahko da bi nas zamenjali tisti, ki jo bodo uporabljali. Tako da moramo jo začeti uporabljati, moramo začeti testirati. Ko bomo uporabljali, bomo tudi mogoče videli, kakšne so načini uporabe, kakšne so omejitve, tudi omejitve ima, mogoče se nismo tega danes toliko dotaknili. Predvsem pa razmišljati, evo zdaj čez poletje je taka idealna priložnost, razmišljati v bistvu, kako lahko mi umetno inteligenco nekako vključimo v svoje delo, ki nam lahko pomaga, da bomo mogoče hitreje zaključevali kakšne naloge ali pa da bomo mogoče tudi bolj ustvarjalni, bolj kreativni in tako. Tako, to sploh nismo omenili. Ja. Mislim, da je Rok toliko lepo povedal, da temu nima kaj za dodati. Edina ena stvar, ki jo lahko še dodava, je to, da se od umetne inteligence lahko res ogromno enih stvari naučimo. In jaz, če bi jo za kaj uporabljal, je to, da se z njo tudi naše kompetence dvigujejo. Se pravi, recimo, dam sam primer gospoda, ki je na naši delavnici bil, ki je prišel in je rekel, jaz sem se v 20 urah Python naučil programirati, pa prej nisem imel pojma o programiranju. Pol imaš pa še te, osebne
za dvig osebnih pa podjetniških potencialov. On lahko ga prosite, da je v vlogi nekega mentorja, life coacha ali pa kakšne take teme in vam pomaga na kakšnem področju, ki ga, bom rekel, sicer vam povzroča določene težave. Tako da, če greste skupaj pa rečeš, kako lahko izboljšam moje poslovanje ali pa se naučim recimo angleščine, za take stvari bi bilo to super. Odlično, se strinjam. Dopustom, ne? Ja, malo zdaj na ChatGPT-ju na morju, na plaži, na mestu s knjigo. Jaz sem v bistvu, če se še na to programerstvo mogoče malo navežem, jaz sem vprašal enega kolega, moj letnik, se pravi tam 37 let je star, sem ga vprašal, se ti počutiš kaj ogroženega, zdaj prihajajo študentje, mladi, ki imajo v bistvu ta znanja, mogoče, ki jih ti nimaš, se počutiš kaj ogroženega, da te bodo nadomestili. Pa rekel, ne, v resnici ne, ker on mogoče res naredi 80-90% neke kode ali pa nekega tvojega dela, ampak na koncu ti tisti, ki imaš mogoče to širino, ki znaš to kritično pogledati, ki znaš povezovati stvari in v končni fazi ti si tisti na koncu, ko boš mogel dati prava navodila oziroma prave pozive v ta prompt. Mogoče še z enim memom zaključimo, veš, to so dve slikce sta, ne? Prva slikca je tako, ko programer programira tako 6 ur, ne? Pol pa 3 ure, a veš, išče te debage noter, ne? Zdaj pa pol obratno, pa tako, ChatGPT 5 minut, ne? Programer pa 9 ur, a veš, išče pol zdaj kvada, fakt je zdaj tvoj šel. Tako da smo na istem časovno. Tako, evo, super, se pravi, prihodnosti se ne smemo bati. Hvala lepa res obema. Tudi hvala lepa vsem, ki ste bili z nami v živo. Naslišanje v septembru, hitre znanja grejo čez poletje tudi na dopust in se bomo tudi učili v ChatGPT, sigurno se tudi s to tematiko vrnemo v prihodnje. Ne bomo pa počivali in sicer vas prihodnji četrtek vabimo na konferenco Prihodnost dela, kako peljati trajnostne prakse v poslovanje. Družili se bomo od 9. ure dalje tudi na Zoomu. Hvala lepa vsem in v bistvu vam želimo lep dan. Hvala, fanta, res zanimivo bilo. Hvala za povabilo in za vprašanje poslušalcev. Hvala.